Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, čas je za pregled najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem. Spremljate oddajo Dogodki dneva. Znani so najboljši inovatorji celjske regije. V Podčetrtku predstavili novo kampanjo turistične destinacije Podčetrtek. 20 let mešanega pevskega zbora Orfej Celje. Prihodnji teden se začenja jubilejna 30. dirka po Sloveniji. Regionalna gospodarska zbornica Celje je podelila letošnja priznanja za najboljše inovacije v celjski regiji. Na ta način nadaljujejo tradicijo spodbujanja inovativnosti podjetij, ki v takšni obliki poteka že 24 let. Letos so podelili 10 bronastih, 9 srebrnih in 4 zlata priznanja ter 3 priznanja za prebojno invencijo. Na letošnji razpis Regionalne gospodarske zbornice Celje je prispelo 26 inovacij 19 podjetij, enega samostojnega inovatorja in ene srednje šole. Skupaj je tako kar 120 inovatorjev prijavilo 12 produktnih, 8 kombiniranih, 4 procesne in 2 družbeni inovaciji. Letošnja osrednja tema razpisa je bila trajnost. Moram reči, da smo za letos izredno zadovoljni z odzivom naših inovatorjev. Pravzaprav še nikoli nismo imeli takšnega števila inovacij in takšnega števila inovatorjev. Še posebej pa smo ponosni na to, da so se prijavljati začeli tudi posamezniki, samostojni inovatorji, socialna podjetja in kar je za naše zelo pomembno, mladi, se pravi šolski, še dijaki, ki že kažejo prve rezultate svojih novih idej. Na slovesni podelitvi sta direktor Celjske regionalne gospodarske zbornice Tomaž Benčina in Vesna Nahtigal, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije, na podlagi odločitve ocenjevalne komisije podelila 10 bronastih, 9 srebrnih in 4 zlata priznanja. Najvišja so prejela celjski podjetji Inel in Ema ter za 2 inovaciji podjetje Weiler Abrasives s poslovno enoto v Zrečah. Priznanje za naše podjetje pomeni eno veliko pohvalo, da naš razvoj poteka v pravilno smer, da dejansko bomo to lahko uveljavili kot neko referenco za prepoznavnost v Sloveniji in v svetu, ker ta inovacija najbolj v bistvu je namenjena obmorskim državam na mednarodnem nivoju. S ponosom smo sprejeli to nagrado v imenu celotne ekipe Weiler Abrasives, v bistvu globalne ekipe, ker je prav vsak posameznik prispeval svoj košček v mozaik, da je ta inovacija ugledala luč sveta. Brez vsakega posameznika in njegovega truda to ne bi bilo mogoče. V bistvu inovacija je skupek veliko različnih inovativnih idej, ki bojo našim končnim uporabnikom olajšali delo. Z velikim veseljem sprejemam to zlato priznanje v imenu celotne ekipe Weiler Abrasives. S to našo inovacijo smo izboljšali proizvodnjo izdelave brusnih in rezalnih plošč, seveda tudi njihovo kvaliteto. Prav tako smo izboljšali delovno okolje naših zaposlenih, naših kolegov. Še nekaj smo dokazali in sicer, da je tudi digitalizacija ima prihodnost v abrazivni industriji. Ta inovacija nam pomeni precej veliko, je rezultat skupinskega sodelovanja. Ta inovacija prinaša dodatno varnost v farmacevtski industriji, saj omogoča boljšo kontrolo nad kakovostjo izdelkov, predvsem zdravil, zagotavlja pa njihovo zaprtost oziroma onemogoča, da bi nepooblaščena oseba posegla v samo zdravilo, se pravi, da ko gremo v lekarno in prevzamemo zdravilo, imamo bolj zagotovljeno, da je zdravilo noter pristno. Vsi 4 dobitniki najvišjih zlatih priznanj za inovativne dosežke regijskih podjetij se bodo udeležili izbora še na nacionalnem nivoju. Rezultati slednjega bodo razglašeni na Dnevu inovativnosti, ki bo septembra potekal na Brdu pri Kranju. Lepo je biti generalna direktorica Gospodarske zbornice, ko vidim, da vseh 13 regijskih zbornic, ki začne predizbor in najprej izbere v bazi res tiste najboljše inovativne ideje in potem se to
to manifestira skozi podelitev na regijskem nivoju, da so izbrali kar 230 res odličnih inovacij. Moram reči, da je to način podelitve nagrad, ki je na najvišjem nivoju v državi in imajo težo. Tako da mislim, da je to dobra pot in da država, ki se zaveda, da so raziskave, razvoj, inovacija in pa seveda potem tudi, da rečem, internacionalizacija ali komercializacija, da je to tista prava pot za to, da je naši družbi boljše in da imamo blaginjo, ki pač pripomore vsem v družbi. Na slovesnosti so podelili tudi 3 priznanja za prebojno invencijo, kot predlog za uvrstitev na nacionalni nivo pa so v tej kategoriji izbrali inovacijo družinski pan podjetja Kočevar strojgradnja. Več kot le doživetje so v Podčetrtku poimenovali novo turistično kampanjo, s katero želijo na zanimiv in inovativen način predstaviti posebnosti in prednosti ene najbolj obiskanih turističnih destinacij v Sloveniji. Predstavitev so pripravili na gradu Podčetrtek. Na gradu Podčetrtek je potekala predstavitev nove turistične kampanje Več kot le doživetje. Gre za kampanjo, ki na inovativen in drugačen način predstavlja butično destinacijo, njene ponudnike in številna doživetja. Zdaj je že naša, 4., 5. kampanja, se ne spomnim več. Vsako leto naredimo nekaj novega, predvsem je pa to promocija lokalne turistične ponudbe. Kot sem povedal, je treba vključiti čim več turističnih ponudnikov, jih predstaviti malo na drugačen način, da izstopaš, ker vsi delamo neke iste kampanje, fotografije, ampak mi želimo nekaj več, torej več kot le doživetje in predstaviti to na humoren način skozi stereotipe. Smo že prejšnja leta želeli, ampak jaz mislim, da nam je letošnje leto to najbolj uspelo, da tako kot mi sami sebe vidimo, nas tudi recimo gostje vidijo, torej če prideš k nam v Podčetrtek, veš, da si tu, da ti preklopi na hrvaški signal in tudi takšne stvari želimo predstaviti na humoren način, da bo viralno in seveda tudi z namenom prodaje turističnih doživetij in pa namestitev. Ob tem je župan Podčetrtka Peter Misja povedal, da grad Podčetrtek odpirajo avgusta. Ja, lahko rečem, da nam manjka še dobra 2 meseca. V bistvu smo statično sanacijo skoraj v celoti že zaključili, tudi večina fasad, razen ta desni stolp in pa seveda vznožje gradu na vzhodnem delu. Potem pa pride tudi še seveda fina montaža in zaključek del, tako da, tako kot smo obljubili, do konca meseca avgusta bomo tudi grad v vzhodnem delu odprli. Ob samem gradu poteka še več projektov. Eno imamo z Ministrstva za gospodarski razvoj, v bistvu so vse evropska, tako da to cesto in pot bomo tudi v juniju končali. Ta sredstva so pa sredstva okrevanja, kjer smo dobili skoraj 1 700 000, 2,5 milijona vredne investicije na Ministrstvo za kulturo. Že v prejšnji strategiji so zapisali, da bodo veliko delali na valorizaciji kulturne dediščine, kar grad Podčetrtek sigurno je. Mi veliko vlagamo v ta razvoj doživetij in grad bo eno dodatno doživetje, torej ponujalo bo seveda vse to, kar je že bilo danes navedeno, muzeje in tako naprej. Potem seveda bodo tukaj tudi poroke, zelo dobro je za trženje prireditev, namreč zunaj se odpira zelo lepi prostor za prireditve tudi znotraj, tako da grad ponuja res ogromno priložnosti na področju promocije in pa tudi prodaje turističnih doživetij. Da so doživetja za obiskovalce Podčetrtka pomembna, poudarja tudi Vasja Čretnik, prokurist Termolimja. Pomembno je to, da ljudje pridejo na destinacijo, če se tu dlje dni, morajo nekaj doživeti. Če bi ves čas bili samo hotel, bazen, zajtrk, kosilo, večerja, se tega ne veličajo. Oni morajo nekaj doživeti in destinacija, ki ponuja neka doživetja tudi okoli same namestitvene kapacitete, hotela, termalnega kompleksa, je zagotovo bolj privlačna in gosti vidijo, da ker vedno nekaj novega doživijo, se večkrat vračajo, kar je pri nas vsekakor tudi dejstvo, kajti imamo veliko gostov, ki prihajajo nazaj in vedno znova vidijo neke nove pridobitve. Tako v samih termah, kjer smo trenutno spet v enem močnem investicijskem ciklusu, kot tudi v sami okolici samo ponudbo. Kot smo še lahko slišali, je turistična destinacija Podčetrtek zaradi povezovanja, sodelovanja, trajnostnega razvoja in izobraževanja zagotovo ena najboljših turističnih destinacij v Sloveniji. Mešani pevski zbor Orfej pod vodstvom Matevža Pušnika je pripravil koncert ob 20-letnici delovanja. V dvorani Narodnega doma so se kot gostje predstavili fantje z Jožefovega hriba, ki jih vodi Primož Krt. Bil je to resnično veličasten koncert, ki je navduševal polnoštevilno občinstvo, ki je do zadnjega sedeža zasedlo veliko dvorano Celjskega Narodnega doma.
Koncert, več kot dostojen jubileju, s katerim je mešani pevski zbor Orfej Celje počastil svojo 20. obletnico delovanja. Pisalo se je leto 2004, ko je 23. novembra 10 ustanovnih članov sklicalo ustanovni občni zbor in rojen je bil mešani pevski zbor Orfej Celje, ki je po dobrega pol leta v Narodnem domu že imel svoj prvi krstni koncert. In od takrat pa do danes je zbor nanizal več kot 100 nastopov. V zboru skrbno negujejo predvsem slovensko ljudsko pesem, posegajo pa tudi po umetnih skladbah domačih in tujih skladateljev. Letošnji jubilej so pod sedanjim umetniškim vodjem, dirigentom Matevžem Pušnikom, odlično pripravili v prepletu skladb domačih avtorjev in priredb ljudskih skladb, ki je iz pesmi v pesem vse bolj navduševal občinstvo in seveda dosegel vrh proti koncu koncerta s skladbami, kot so Makorjeva Naša zemlja, pa Sepetova Poletna noč, Privškova Tam, kjer sem doma, ali pa Adamičeva Vipavska in Pesnarjeva Ljubim te Slovenija. Da o Slavka in Vilka Avsenika Sanjam o domovini in na zaključku še njuna Viharnik z gora sploh ne govorim. Navdušenje v dvorani je bilo popolno. Zelo lepo. Taka doživeta pesem, vidi se, da so dober zbor, da je veliko vaje noter vložene, da pojejo s srcem, čuti se tudi prijateljstvo med pevci, tako da sem zelo zadovoljna. Je bilo zelo zanimivo, predvsem pa spoštljivo in razigrano, tako z vidika dirigenta, kakor tudi zasedbe, ki je res pisana, ima res lepo zgodovino. Nič manjše pa ni bilo navdušenje pevcev na odru. Bilo je zelo lepo. Krasen koncert, mislim, da se je nekako vse zlilo v celoto. Mi na odru, mi s publiko, publika v dvorani. Mislim, da smo lahko veseli, prav vsi orfejčki in orfejčice, da je današnji večer uspel in da je bil to res en lep, krasen koncert ob tem našem 20. jubileju. Prvi vtisi so izredno lepi, čustveni, ena velika dragocenost je peti v takem zboru, kjer se mi tudi kot prijatelji zelo dobro med sabo razumemo in smo ena taka pevska družina, kot jaz temu rečem. In to je bila zdaj krona zadnjega leta, ko smo pripravljali ta jubilejni koncert. Seveda, glede na to, da je rojstni dan 20. ena prekretnica, tako bi rekel mladinsko pride iz 18. leta, pa dobi neka, bom rekel, pooblastila, tako smo tudi mi rasli s časom in seveda današnji koncert je bil pač, bom rekel, pogled na 20 let minulega dela, v katerega je bilo res vloženo ogromno. Kot goste koncerta so nastopili mladi pevci, fantje z Jožefovega hriba in seveda svojo izvedbo skladb prav tako poželi aplavz in navdušenje. Vsekakor je naše in njihovo delo na nek način povezano. Zaradi tega, ker mi se ukvarjamo z besedo, oni se ukvarjajo s pesmijo, z glasbo in če hočeš narediti en lep večer, potem moraš to dvoje združiti. In mi smo pred leti ugotovili, da nekako pašemo skupaj. In nam ti projekti osvežijo in popestrijo naše delovanje. Njim popestrimo mi, oni nam in to je res zmagovalna kombinacija. Med poslušalci sta bila tudi podpredsednik Zveze kulturnih društev Celje in naš župan Matija Kovač. V imenu Zveze kulturnih društev izrečem eno veliko hvalo, eno veliko čestitko in eno veliko priznanje za 20 let delovanja in za ta čudovit koncert, ki smo ga bili nocoj, ki so nam ga nocoj Orfejevci
podarili. Jaz sem rekel, ne tako sam pri sebi, srce so nam vzeli, hkrati so nam pa srce tudi dali. Celjani imamo radi zborovsko petje, radi ga imajo pevci, rado ga ima občinstvo in mešani pevski zbor Orfej je s svojimi rosnimi 20 leti tudi en dokaz, kako pozitivno lahko petje vpliva tako na skupnost samega zbora kot občinstvo, ki ima ta zbor izjemno rado. Jaz sem vesel, da Orfej goji poseben odnos do slovenske ljudske pesmi, ki jo povezuje z avtorskim repertoarjem in vedno ustvarjalno zasnovanimi sporedi. Jubilejni koncert pa je bila tudi priložnost, da je Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območna izpostava Celje nekaterim pevkam in pevcem podelil jubilejne Galusove značke za dolgoletno pevsko aktivnost. Več o koncertu pa v reportaži v eni od naslednjih oddaj Minute za kulturo na televiziji Celje. V sredo 12. junija se bo začela 30. dirka po Sloveniji. Za ljubitelje kolesarstva na Celjskem bo najbolj zanimiva druga etapa, ki bo v četrtek 13. junija imela start v Žalcu, cilj pa v Rogaški Slatini. Dolga bo slabih 178 kilometrov. Ekipe se bodo pojavile že v sredo zvečer v Celju in okolici v hotelih. Za marsikoga bo to zanimivo, kamioni, avtobusi in tako naprej. Štart je ob 11. uri in 50 minut, mislim, da v Žalcu, časovno v Žalcu, potem poteka po celi Savinjski dolini, gremo Polzela, Braslovče, Šmartno Paki, Šoštanj, Velenje, obiščemo Vojnik, kjer so naredili lansko leto ogromno na promociji za šolo in potem se vrnemo v Celje, kjer pridemo po Mariborski cesti, pri City centru zavijamo na Dečkovo, po Čopovi skozi mestno jedro, mimo občine do železniške postaje, kjer zavijemo za Laško in potem iz Laškega pridemo tako rekoč na tromejo Laške občine, Štorovske občine in Celjske občine, kjer se spustimo proti Celjski koči in pa ta, bom rekel, vratolomni spust po VIP cesti v Celje, Skalna klet, Teharje, Štore, kjer gremo letos tudi prvič skozi Kompole. Pridemo nazaj na glavno cesto v Opoki in gremo skozi Šentjur, čez center Šentjurja, potem, bom rekel, tradicionalni ogled dirke pri znanem vulkanizerju Muleju, potem gremo v Stopče, kjer zavijemo proti premijskemu cilju spodnjega vrha. Bom rekel, to je kar zanimiv klanček, čeprav ne zgleda, ampak so že 2 leti kar imeli probleme kolesarji. Vračamo se na Ponikvo, Šentvit pri Grobelnem, Šmarje obidemo celotno občino, potem Zibika, pa Mestinje in potem tradicionalni obisk Rogaške Slatine z dvojnim prehodom skozi cilj. Se pravi, prvič pripeljejo, naredijo še krog in potem v cilj. Med številnimi kraji in mesti, skozi katere bo šla letošnja dirka, bosta najbolj izpostavljena Žalec in Rogaška Slatina. Žalec bo največja časovna zapora zaradi samega cilja, štarta, in pa Rogaška zaradi tradicionalnega letos 10. obletnice Rogaške pri sodelovanju ali za štartim ali za ciljem, tako da pričakujemo tudi kakšno presenečenje od organizatorjev. Celje letos ne bo gostitelj cilja ali štarta. Odločitev je bila strani občine, da bi radi imeli letos Celjsko kočo in smo pač tako speljali traso, da gre skozi Celjsko kočo, ker iz Štor na Celjsko kočo je malo težje iti zaradi samega cestišča. Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko bila ravno druga etapa najbolj zahtevna etapa letošnje dirke. Jaz mislim, da bo ta vzpon iz Laškega kar naredil eno selekcijo na Celjsko kočo, potem še ta vratolomni spust in imamo, tako kot sem omenil, imamo par klančkov, ki so zelo zahtevni
To lahko povejo rekreativci, kolesarji, ki se vozijo. Bo to kar selekcija. Jaz upam in tudi mi vsi upamo, da v Rogaški ne bo tako velikega šprinta, kot je ponavadi. Da bojo prišle manjše skupine v cilj. 30. dirka po Sloveniji se bo začela v sredo 12. junija. Na njej bo letos nastopilo rekordnih 23 ekip. Največ ekip bo prijavilo svoje kolesarje v ponedeljek, ko bodo tudi prišli v Slovenijo. Na trasi, kjer sem bil na ogledih, sem že v našem koncu tudi v celjski regiji srečal ekipe, ki že trenirajo po naših cestah. Normalno, to, kar ste rekli, letos je rekordna udeležba 23 ekip, med njimi je 5 World Tour ekip, to so, bom rekel, blagovne znamke kolesarstva, ki bojo, upam, da presenetile z kakšnim tudi favoritom. Od naših pa pričakujemo Mohoriča, Mezgeca, Tratnika, Novaka in pa normalno mlade talente, ki so v določenih razvojnih ekipah. Jutri bo delno jasno. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastale posamezne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v severni polovici Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V nedeljo bo delno sončno, občasno bo povečana koprenasta oblačnost, pihal bo jugozahodni veter. V ponedeljek bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Malo hladneje bo. To je bila oddaja Dogodki dneva. Hvala lepa za vašo pozornost, bodite z nami znova v ponedeljek. Lep pozdrav.